Dobro večer, spoštovani, cenjena publika, vsi pred vašimi lepimi, malimi ekrani doma. Še en petek je pred nami, en petkov večer. Čudovita oddaja vas čaka, tako da prosim, če imate kaj za vzeti iz hladilnikov, iz kakih kredenc, dajte to čim prej narediti. Nocoj z vami posebni gostje in sicer Izak in Patricija Palma, Tomaž Barada, Ansambel Stil in še posebni gostje, to pa so kotalke Blade Roller CS 850. Smrtna zadeva. Dobrodošli v oddaji Petek z menoj. En čudovit teden je za nami, prvi sneg smo dočakali, prve snežinke in na kaj nas spomnijo prve snežinke, to je tisto decembrsko vzdušje, decembrski feeling, ko so ulice okrašene, ko je doma smrečica, ko so doma svečke, ko so doma kroglice, vse je okrašeno. Zdaj, ena čist resna zadeva, brez kakšnih pomislekov ali pa kakšnih misli od zadaj za tem, kar bom zdaj povedal. Tisti, ki ste z občine, pa tisti, ki ste zavoda za turizem in sorodnih društev, dajte si to resno zdaj vzeti na znanje, poslušati, bolj kot sicer seveda. Povsod je polno simbolike, ko gre za praznike. Ko imamo december, ko imamo Miklavža, ko imamo Božič, ko imamo Silvestrovo, ko imamo nenazadnje Valentinovo, pa tudi, ko imamo Halloween, če želite, in celo za svetnika, kot je Sveti Patrik, za St. Patrick zdaj je vse v zelenem, povsod so deteljice, povsod so fajhni škratje, recimo, ne? In bolj pride Martinovo in nimamo nič. Kdo ve, da je Martinovo? Ko je december, ko so vsi ti prazniki, je mesto okrašeno, vemo, že tako na prvi pogled. In ko je Martinovo, nimamo nič, ne vemo niti, kako svetnik izgleda, no, Sveti Martin, nimamo nobenih barv pravih, nimamo nobenih oblek, nič od tega. Torej, Zavod za turizem, spoštovana mestna občina Maribor, dajte si nekaj misliti na to temo. Naslednje leto magari enega velikega svetega Martina, 30-metrskega, da ga zažgemo, da ga polijemo z mladim vinom, recimo. Ne, tudi to bi se dalo urediti, ampak ostale zamisli prepuščam vam. Naredite, kar morate, ampak dajte to zadevo simboliko spraviti. Zgolj za nas vse skupaj, da ne bo edini znak, ki nas za Martinov spremlja, vsi fajhni kolegi, kolegice pa družinski člani. Vse se razumemo. Dajmo petek začeti z žurom in sicer Ansambel Stil, mi smo za žur. Že k poletju se pripravlja, vsaka punca pa nastavlja soncu svoje bisere, vroče usnice. Nas pa že srbijo prsti, saj bi radi vse po vrsti odpeljali za roko. Naj vsi vedo, da danes dan je obetaven, da nisi kul, če nisi zraven. Pusti TV in pa spanje, pridi z nami uživat sanje. Mi smo za žur, naj se začne do poznih ur. Zakapane, pridi še ti, naj se nori, do jutra poje in vrti. Mi smo za žur, naj se začne do zgodnih ur. Pridruži se, ujemi ritem in pokaži stil. Se danes ni pravil, naj se začne. Zakapane. Mi smo za žur, naj se začne do zgodnih ur. Pridruži se, ujemi ritem in pokaži stil. Se danes ni pravil, danes dan je obetaven, nisi kul, če nisi zraven. Pusti TV in pa spanje, pridi z nami uživat sanje. Mi smo za žur, naj se začne do poznih ur. Zakapane, pridi še ti, naj se nori, do jutra poje in vrti. Mi smo za žur, naj se začne do zgodnih ur. Pridruži se, ujemi ritem in pokaži stil. Se danes ni pravil, naj se začne. Zakapane.
ceri, pa je čurat, ne? Ansambl Stil in eden izmed njih je dečko Sandi Dobnik. Sandi, spoštovanje, zdravo, sedi, izvoli. Mikrofon. Kakšen komad? Kdaj ste ga napisali? Tale komad smo pa napisali letos, okrog maja. Poslušaj, vi ste sami mladi fantje, to je ena taka fina družinska oddaja, kar se gremo mi tukaj. Že imate družine svoje? Ja, naš harmonikaš ima pač zaročenko, pa ima ta sina. Ok, super. Denis, basist, je tudi zaročen, Gašper je zaljubljen, jaz sem pa samski. Ti si pa single. Single. Srečno samski, single. Srečno samski. Poslušaj, zdaj mogoče ti recimo uspe še kako novo poznanstvo ujet. Namreč za tebe imamo eno zelo super igrico danes. Reče se ji Poišči srečo. Zdaj veš, kaj moraš narediti? Ne veš. Ne, sanjam se mi ne. Zdaj na zadnji, v prejšnji oddaji smo imeli vesele muzikante, če se ne motim, in takrat je bil Dejan. In je iskal nekoga na ulici, na Partizanski, je iskal nekoga, ki ima pri sebi sliko svojega partnerja ali pa partnerke, recimo. Zdaj, kar je danes itak redkost, ko veš. Zdaj vsi imamo slike na telefonih, redko kdo jih še nosi sploh zraven, slike dejansko v fizični obliki. Imaš ti kako sliko zraven od svoje? Ja, se nimaš. Ne, nimam. Ok, zdaj mogoče se tudi to spremeni kaj malo. Mimo grede, preden greva na to zadevo, fenice, kaj z njimi? Mlade punce? Mlade punce. Vas spremljajo na koncertih, na nastopih? Tako. Ja pa, kaj čakaš? Po večini se nabirajo kar okrog našega pevca. Ja pa se ti tu poješ, ne poješ? Se vsi pojete? Tudi pojem, ja. Ampak prvenstvo nisi pevec, ne? Tako, kitarist. To je za frontmene rezervirano pol, ne? Fan klub, Ja, pa vse ostalo. res je. Ampak najslabše gre pa je basistom, je res to? Kar se veze tiče. Pa v bistvu čisto, kar se kdo znajde. Dobro, ok. Pusti zdaj to pri miru. Ti danes ne boš iskal slike, ne boš iskal nekoga, ki ima sliko partnerja ali pa partnerke, iskal boš glavnik ali pa krtačo. Kako se ti to zdi? Kak imaš občutek, da moraš iti na cesto, na ulico v tem momentu, pa poiskati nekoga, ki ima glavnik? Po moje ne bo tako velik problem. Res? Upam, da ne, no. Se ti zdi, da ljudje še nosijo zraven glavnike, pa krtače, pa vse skupaj? Mogoče kakšne mlade punce. Mlade punce. A kakšne starejše gospe, recimo, ki pazijo na Tudi starejše gospe. A pa gospodje, če so džentlmeni, če so te pravi. Tudi. Dobro, deva mi dva zdaj tebe poslati ven počasi z našim kamermanom, za vsem, kar sodi zraven. Tebi bomo beležili čas, štopali čas. Sandi, kaj misliš, v kolkem času so muzikanti poskočni uspeli dobiti sliko? Dejan, ko je šel na pot. Sanja se mi ne. Reciva, kaj, med 15 in 30 minutami, recimo. Kaj bi rekel? Recimo 25 minut. 21 pa 44 sekund. Res? Kar je kar en čas, po ulici hoditi pa spraševati. Zdaj, mogoče boš rabo manj, mogoče več, to ne vem, to je od tebe odvisno. Uporabiš šarm pri mladih puncah, to bojo znate muzikantje. Naj bi. Naj bi, to bojo videla, kako bo s tem. In to je to, jaz ti želim vso srečo, da čim prej najdeš glavnik ali pa krtačo. Ja, hvala. Ja. Se bom potrudil. Pa če je kakega na tleh, to ne velja, mora imeti nekdo pri sebi, v torbici, kakorkoli, prav? Zmenjeno. Ok, Sandi, lepo se mej, vso srečo, kaj ti narečem, to je to, mikrofon ostane pri meni, uživaj. Ja, nič, gremo poiskati, če ima mogoče kdo kakšen glavnik, krtačo, neki za lase, sicer malo daljše, kot jih imam jaz. Ne vem, mogoče me bojo malo čudno gledali ljudje, ampak probat ni greh, pravijo. Če je naloga taka, pravijo, da je moramo praviti. Gremo pogledati tule na ulico, če srečam kakšnega, da ima mogoče kako kartačo, glavnik. Bomo videli.
Gremo pogledat. Dober večer, gospod. Vas lahko samo malo zmotim? Okej. Gremo pogledat. Dober večer, gospod, gospa. Vas lahko samo malo zmotim? Res? Dober večer. Vas lahko samo malo zmotim? Eno nalogo imam za opraviti. Ima mogoče gospodična ali pa kdo od vas kakšno krtačo ali pa glavnik pri sebi? Nimate? Okej. Gospod, imate mogoče vi kak glavnika ali pa krtačo? Nimate? Okej. Gospod, vas lahko malo zmotim? Vsi se na zbranju, ne vem, jaz ne grizem. Gospa, vas lahko malo zmotim? Eno nalogo imam za opraviti za televizijo. Imate mogoče kak glavnik ali pa krtačo pri sebi? Tako. Imate? Prosim, pokažite mi. Super. Najlepša vam hvala, gospa. Tile pa na majhno darilo oziroma pozornost, ko ste nam tako pomagali. Najlepša hvala. Hvala vam. Lep večer. Našli smo glavnik. Upam, da smo prav prej, kakor pa od poskočnih muzikantov Dejan. Čas je za nocojšnjega gosta, ne prvega, ampak za tistega, ki lepo poje, ki je jako šarmanten in ki je tukaj svojo ženo. Kasneje vam bo povedal več, kakšno je življenje v Argentini, preden se to zgodi. Naj vam nekaj zapoje, pa omehča srce pa dušo. Izak Palma. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después.
en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Después. Izak Palma. Spoštovani mladi mož, izvoli Zdravo. sest. Kako ste? Mikrofon si bom vzel. Kakšna čudovita pesem. Ja, odlično. Že ponarodila skoraj, da ni. Besame mučo. Besame mučo, močno, poljubi me je po slovensko. Ja, zdaj zadeva je taka, da bo verjetno enih 90% slovenskih oziroma štajerskih gospodinstev doživelo sceno, kjer se bodo moški v tem momentu, pa skozi celo noč pa do jutra, verjetno začeli kujati, pa kuhati mulo. No? Ampak ti še nastopiš parkrat danes, ne sam sicer, ne sam nastopiš, ampak nekoga še pogrešamo v tem momentu. No? Patricijo. Kje je? Patricija Brmeš Palma. Spoštovanje, pridi, prisedi. Patricija in Izak, to sta lepi par. No, dajte mi povedati, oba dva mlada, polna ljubezni in življenja. Kako ste se našli, ti iz Argentine, ti iz naših rodnih grud, vasi? Ja, ker Argentina je zelo blizu. Ne, 2014 sem prišel zaradi dela, Okay. skoraj en mesec in potem na en vikend sem poznal Patricijo na ena tovarna. Ne, ne tovarna, gostilna. Okay, spoznala ste se v diskoteki. Ja. Ti si šla do njega, ti si ga dejansko spoznala, oziroma ti si zbrala toliko poguma pa šla do njega, zakaj ni on tebe nagovoril? Kaj pa vem, mogoče sem bolj pogumne narave. Misliš? Ja, verjetno res ne. Ok, kasneje, kaj sta se zaštekala takoj, iskrica preskočila, kemija, vse to, kar mora biti? Ja, zaštekala takoj, ker sem jaz govorila špansko in sva potem kar hitro izmenjala nekaj besed. Potem sva si Ampak izmenjala. proste, Izak ni znal slovensko, nič, če jaz kaj vem. Nič, jaz pa špansko zelo dobro, tako da njegov jezik sem Ali je govorila in razumljivo, da sem... si šla ti do njega? Ok. Seveda. Valjda. Jaz sem opazila, da je malo drugačen od Slovencev in sem pristopila in sem tudi pomislila, da je najbrž Latinoameričan. In sem ga vprašala, sem rekla, a ti govoriš špansko? In on reče, si. No, habla español. Ja. In tako je bilo in potem v bistvu sva postala dobra prijatelja in Isak je moral oditi iz Slovenije. Potem sva ostala na vezi preko telefona, preko interneta. Ni to In- trajalo nekaj Prijatelj. časa? Koliko? Leto dni, nekaj takega? Ja, leto dni sva bila potem na vezi preko interneta. Ok. Na telefon. Prijatelja, Vse od- nič drugega. Nič drugega. Nič drugega. Just friends, amigos. With benefits. Ok, pošteno. Potem si šla ti v Argentino, če zgodba drži, Ja, tako, k njemu na obisk, tam ostala 2 meseca. in potem je preskočila iskra. Ja, iskra je preskočila pa že kar prvi dan, ko sem prišla. Ja, Ko sem šel iskat, ne? ja. Izak te je šel iskat, sta se objela in to je bilo to. Kot ljubezen na Ne. prvi pogled. Močan objem in iskrice. Najprej prijatelja, pol pa ne. Seveda, če ste eno leto sta sam po internetu pa po messagih, no, pa se sliša tu Ja, pa tam. Ja, se sva spoznala veliko takrat. Veliko, ob vse, o življenje. Ja, veliko sva se pogovarjala res. 24 ur na dan. oh. Bolj malo je bilo časa za spanje. Račun za telefon, za te stvari? Ja, hvala Bogu, da je Hvala zdaj... vi. Ja, seveda. Ja, prenos podatkov Ja. do nezavesti. Okay.
bi bomo še kako rekli, tudi pridemo še na tebe, na tvoje petje, na to, kje si se naučil dejansko tako dobro govoriti slovensko, ali to sem Patricina krivda, pa še en surprise imamo za vaju malo kasneje, eno super igrico, všeč vama bo. Mi se zdaj odpravljamo k vijoličnemu kotičku. Nocojšnji večerni gost izmed vseh, zelo znan Mariborčan, ni ga treba posebej predstavljati, kot tudi verjetno njegovih številnih funkcij, ne še manj njegovih športnih dosežkov in zaslužkov. Tomaž Barada. Spoštovanje, zdravo, kako si? Vse v redu, vse štima? Vedno dobro. Ti si zdaj podpredsednik Olimpijskega komiteja, če se ne motim. Ja, drži. No, in ta funkcija je že dolgo? Ja, zdaj 3. leto teče. Okay. Imamo 1 leto mandatu, pa bomo pa videli, kako bomo naprej. Ampak to je ogromno dela, verjetno. Ja, moram reči, da je v začetku nismo čakali, da bo toliko dela, ampak na koncu je kar precej. No? Ampak lahko rečemo to z začetkom počnem, da mi je to v zadovoljstvo in v čast. Poslušaj, kaj pa tvoj športni center, pa tekvando sicer? Ja, dobro, malo športni center res trpi, ne sploh moji tekmovalci. Je pa res, da za njih vedno najdem čas, kajti to mi je nekakšen hobi in zadovoljstvo, ki ga počnem. Sem pa tudi nekako povedal, da je funkcija, ki jo danes opravljam za njih, da njim pripravim boljši jutri in so to nekako sprejeli. Da bo vse v redu pol na koncu. Spomnim se ene prireditve, ker si dejansko v ne vem koliko sekundah moral narediti ne vem koliko udarcev. Se spomniš tega? To je bilo že kar nekaj let nazaj, takrat sem se enkrat srečala. Taka prireditev je bila. Koliko je bilo tisto udarcev? V, ne vem, 10 sekundah ali koliko, ali 20, se spomniš tega? Pozabil, res. Nora številka. Ja, ampak... Ne vem, par deset. Tako sem sekundo bil, kakšne 4 že moral narediti, 5, no. Zdaj, udarce bova poskušali danes tudi in sicer na ročnem nogometu. Na miznem. Evo ga, tam je parkiran, tudi samo zate. Povej mi še, preden greva dejansko igrati tja, kako je z družino? Ja, družina malo trpi, ne, to moram priznati, ne glede na dejstvo, da sem zdaj prevzel še eno funkcijo, torej predsednika Športne zveze Maribor, zraven vsega, Olimpijski komite, predsednik tekvando zveze. Ogromno dela, pa bi rekli, za sprostitev, greva za mi dva fuzbal špilat, z mano ga sicer ne boš igral, dajva se spraviti kar do mize. Tista stran je tvoja, tam čez. Modra kot vedno, ne. To je to. Rabimo pa še enega tekmovalca. In sicer tvoj nasprotnik bo danes gospodič iz skupine Stil. Super. Kje je gospod Jazbec, prosim? Spoštovanje, še enkrat zdravo. Gašper? Je tako. Tako, Gašper, skoraj pozabi ime. Špilala sta že oba verjetno, ne? Ročni fuzbal. Jasno, me se zdi na Si dobro v tem? 10 leti, 15. Zdaj vidiš, ne? Dobro, da ne treniraš, ker pobi 5 golov na sekundo, ne? To tudi ne gre nikamor. Gašper, ti, kako si s tem? Ja, tudi že par let. Doma pa trenirata v kafiču, ne? V lokalu, sem pač včasih gleda na je to TV-ju, zdaj moderno. Bjanka pa vse njegove boževalke in pol ne smemo na glas povedati, kaj počnemo v prostem cajtu. Na treningu, saj, ne? Ok, zdaj 5 žogic imamo na voljo. Dobro. Se pravi, kateri pride prvi do 3 golov zadetih je zmagal, to je to, nič lažjega. Poraženec dobi tole čudovito uro, ročno, s katero se bo lahko tudi potapljal, po mojem, tako zgleda. Zmagovalec gre pa naprej v naslednji krog. Na zadnje je Marinko Galič bil zmagovalec. Prijatno nogometaš. Špilo fenomenalno. Aha, še nekaj, šprudlat ne velja, ne? Vse zakaj šprudlanje, ne? Ja, ne tega. Bomo se potrudila. To se dela v vrtcu pa osnovni šoli. Evo, jaz vam mečem žogice, če so še tukaj. Evo jih 5 žogic, vidva pa sta. Lahko si izbereta, jih bom še kasneje vzel. Lahko si izbereta ime, boste kak klub, recimo? Još Maribor, verjetno, ne? Druga sigurno ne smel biti, ne. Ja, Rudar. Rudar, dobro. Joj, zdaj pa te moram pomagati, le. Slučajno to... Gospe, gospodje, Maribor, Rudar, v tem momentu Tomaž in Gašper sta berajt. Smak, Prva žoga, nič šprudlanja, mirno kri ohraniti.
Gašper na potezi z rdečimi figurami, skoraj... Gašper rekel, da je pred 10 leti igral. Gašper, ti treniraš vsak dan. Opala! Skoraj da gol. Tomaž Barada proti napadu, jaz se umikam v tem momentu. Gašper dobro brani, da vidimo, obramba funkcionira. Barada napada, Gašper napada, vsi napadajo. Skoraj avtogol. Tomaž Bokaj, čakamo na udarec. Dejansko so mislili tebi dati rokavice, da bi z rokavicami Bi bilo špilal. boljše, veš? Zakaj to? Stisnem se bolj znajde, meni se zdi, Z rokavicami? sigurno. Imaš kakve v avtu, ti jih prinesemo? Gašper, vidim, da Tudi jaz to ti drugače zadeva rešim, gre. veš? Od rok nič proti nič še vedno. Tomaž, kaj zdaj? Gašper! 1-0 za Rudar. Še 2 gola Ki Maribor je loči za zadnjič- Gašpera. Kaj z Mariborom? Zadnjič je premagal Rudar, ne, nekak tak je bilo to menda, ne? Kdo bi vedel? Tako da bi to Oh, malo sreče. neodločeno, 1-1. Tekma postala dejansko celo bolj zanimiva, kot bi si človek mislil. Rudar Velenje, evo, in šampion Maribor. Tomaž, kaj bo, kaj je s tabo zdaj? Pa ne vem, nekaj bi Ali to mogel samo narediti. bramna drža? Tu me jezi, pa me ne spusti žoge naprej. Pa je šla skor čez rob. Tomaž v obrambi, ima težave z žogo. Moče dobro, da znaš ti s pestmi pa z rokami, pa ne, Ja, da nisi šel nikoli fuzbala špilati, recimo, ne? nisem za to bil nikoli. Čeprav vse se da naučiti. Z nogom jaz znam, drugi ampak strani. ne nogom. 1-1. Sebi ne rabiš dati gola, to veš, menda. Gola. Pa še ena šla. Na stadion med tribune, še vedno 1-1. V Ljudskem vrtu, Joj. 2-1. Za Rudar, Gašper, evo ga. Meč žogica, Tomaž, prosim, daj tisti Jaz, aha, hebl. No? dobro. Ven, najlepša hvala. Evo, še zadnjih 2 žogici, recimo. Ampak, sodeč pa vsem zna biti, da bo Gašper uspel še 3. gol. Čeprav, Tomaž, meni se zdi, da se ti malo tako pustiš, ne, pri vsem skupaj. Pa jaz ne rad nisi zgubljam, čisto veš, resen. življenju. Ja, tudi to je Ampak res. to pa res moram priznati, da nisi nekaj veš v tej zgodbi, no. Zdaj, če bi bil na stadionu, bi ti žvižgali, to veš, ne? Res? Ja, Če bi kaj golmano delaš? podal, Kaj delaš? Nazaj če bi podaj. golmano podal, ne, tebe mi... Ja, pa se tudi zadržuje žvižgali. žogo. A ja, to samo... O, Gašper. Grozni Pa še Gašper. me je spustil naprej. Bo šlo, ne bo šlo, ne? Še malo. Gašper v napadu. Žoga na sredini. Ne, čas. Zadnji zmagovalni gol, Gašper 3, Tomaž Barada 1 gol. Treba vaditi, to nabavi v Pa ni šport. to za mene, Pa ja, pri časa sebi za to to. nabavi v športnem klubu, tam, kjer imate, ne? Ne vem, Tam imamo tekvando, kaj, kickbox, tam kaj imamo kam imate? bolj resnega. Kaj imate vse tam? Imamo torej kickbox, boks, tekvando, bodyboom, vadba za vse starosti. To imamo kar razgibano življenje v našem centru. Dajte še ročni fuzbal not. Jaz pa novaj vedno rad zmagujem, čez nekaj vam moram biti najboljši. Ampak se boš vse naučil, ne. navadil se boš, to je to. Glej, Tomaž, to je ura zate. Vsak čas. Gašper, ti greš pa naprej v finale, kjer boste vsi skupaj potem igrali Kinga. Najlepša hvala za igro, hvala za obisk v studiu. Tomaž, so srečo v bodoče. Od jako maskuline situacije, ki smo jo doživeli v zadnjih minutah, gremo naprej k nečemu bolj čustvenemu. Izak Palma. Vedno, ko ob meni si, se mi vse preprosto zdi. Res je drsen občutek, da ti povem, da brez tebe ne znam v sebi več. Če te kdaj spustim iz rok, da poišče svojo pot,
če boš odšla, bom živel s pol srca. Če te kdaj spustim iz rok, te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Kar je v meni dobrega, ti si vedno videla. Naj pobegne mu trenutek, da ti povem, da brez tebe ne znam v sebi vem. Če te kdaj spustim iz rok, da poiščem svojo pot, če boš odšla, bom živel s pol srca. Če te kdaj spustim iz rok, te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Te iskal bom na okrog, ko najdem te, vedno bom čuval te. Ko najdem te, vedno bom čuval te. Yo sé que fallé, perdón, ¿cómo vivir sin corazón? No hay por qué abandonarte, mi amor. Izak Palma, izvoli sest. Enkraten komad nežen čustva. Ne mi povej, si ti ga ljubosumna, ko nastopa, kje? Nikakor, popolnoma mu zaupam. Popolnoma 100% Ja. v tem. Ok, super. Kdaj si začel peti? Od malih nog, ne, ko malih sem bil mali. Tak. Vedno sem pel, ne, doma, Okej. ampak mi je bilo zelo narodno, ne. Nerodno pet, Narodno, nastopati? ja, pokazati se reče, ne, pokazati, kako pojem, ne. Vedno sem pel, ampak sem začel pred ljudmi, se reče? Pred ljudmi, ja. Pred ljudmi, ko sem imel 17 let, sem začel takrat, Nič prej. ne, prej ne. Okay. Kdaj si začel, ko si bil star kaj? 3 leta, 4? Ne, 4-5, ne, 4. ampak vedno sem pel v moji sobi samo. Ja. To kot jaz. Jaz sem začel pri 4-5. Ne, se ne trofim enega tona. To je... Ja, tako je pravici. bilo na začetek in potem, ko sem začel, ko sem imel 17 let, je bilo zaradi to, ker sem imel mojo prvo kitaro, ne, in sem začel tako in mislim, da to mi je odprlo še glava in srce in potem sem šel naprej samo. Ja. Povej mi, udeležil si se talentov pri nas, med drugim tudi v Argentini, pa ne, zakaj to? V Argentini pa ne. To je bilo tako, v Argentini, ne, v mojem mestu, veliko sem pel tudi, ne, zadnji moment, ko sem bil tam, sem nastopal veliko, ne, ampak to je mesto. Za iti na en program tak veliko Got Talent, ne, ima talent, to moraš iti do glavna mesta, ker to je zelo daleč od moje mesta. Argentina je velika država, ne, to ni tako pri nas, ko si 2 uri od enega konca do drugega. Kakva pot je bila to, koliko bi moral recimo potovati? In če bi šel tja, ne, za nastopati, za provati, za en casting, to bi bilo 12 ali 18? 18 ur, če voziš avto. Z avtom. In, tja pa nazaj pa si ja, in jaz tako vedno, ne, sem študiral tudi tam doma, sem delal tudi in za iti in provati nekaj tako, moraš vse pustiti, ne.
Je seveda. in nisem Ampak prav, to ne gre. ne. Ja. Samo sem bil doma in sem bil preden. Poslušaj, slovenščina, odkot si se naučil? Težek jezik je to, kar mi govorimo, je sila težko. In Ampak... to sem se naučil preko interneta, ne? S Patricijo. Ne? To si imel online lessons. Ja. In Sem love. 1, 2, 3, ABC. Ne? Potem doma tukaj, ne, mamica od Patricije, Aha, nate, babica, samo po slovenščino, ne? Druga ni bilo, samo tako. Poslušaj, katera slovenska hrana ti je najbolj všeč? Recimo, če si se zdaj dotaknila slovenščine. Najbolj mi všeč, vse mi všeč. Vse mi všeč. Zdaj, ne vem, Edino, razen, ampak... ne, to, ki mi všeč, je meso, kako se reče, pečenka, Okay. to zelo mi všeč. Potem krofi, Okay. krofi, ne. Ja, vse mi všeč, ne, nimam nekaj, da najboljše kot... Kaj pa recimo ti za njega najboljše skuhaš? Argentinskega kaj? Steak? Kaj najboljše skuham? Kaj najboljše? Kuham vsak dan. Kuham vsak dan. Ja, Tako itak. da potrudim se vsak Ja. dan, čeprav on ima najraje empanade, če govorimo o argentinski hrani. Ne, ampak zelo mi všeč, ker tudi vedno se kuha prvo juho, potem pride kosilo, to se Ja, tista glavna jed, meso, pa neka priloga, pa vse skupaj, solata recimo. Ne? Ja, vedno Vse je take stvari. prava kuharica. Mamica je kuharica, ne. Ona se je naučila. To ima v krvi. No? Poslušajte, zdaj, koliko časa za skupaj, oziroma poročena, skupaj sta 3 leta. Tako. No? Bruto. Ja. No, Bruto. poročena sta kaj za 2 leti, ali je že 2 leti bo februarja. Februarja bo. otroci? Pridejo ob pravem času. V pravem cajtu. To bo naj starši sprašujejo. Ne? Kdaj bo, Vsi to kaj bo že, sprašujejo, kaj bo že, ja. kaj Zelo bo? mlada sva. Še imate ljubi cajt? Ni tak? Je, ne? Imate dosti časa še pred sabo. Seveda. Ja, seveda. Okay. En super surprise vam za vaju, svoje talente boste poskusila, ampak na malo drugačen način, pa svoje spretnosti, ampak dajmo mi najprej en čist kratek break narediti, ne odhajati, pa pilota pri miru pustiti, nič preklapljati. Lahko greste do hladilnika, do omarice, vzeti kaj ven, pa nazaj priti, ne odhajati. Pokaži spretnost, osrednja zadeva nocojšnje oddaje, vsake oddaje pravzaprav. V pretekli smo, če se spomnite, tisti, ki ste gledali, z ICB-jem pokali balone v kitajsko-slovenski navezi. Danes z rolerji in v hokejski opremi lomimo v argentinsko-slovenski navezi kosti. Patricija bo prva, Izak bo takoj za njo, je pa zadeva zelo enostavna, pa zelo preprosta seveda za ubice. In sicer, če si jo pogledamo to progo, Patricija, da ne kažemo hrta, kaj je treba narediti? Pazi, da mi ne padeš zdaj takoj, še preden začneš. Evo, ovire, vzeti vodo, vzeti to vedro vode, gledaš, spremljaš, ne past, tu biti ženska. Evo, čez ovire, lepo stopiti, pol pa med tistimi stožci, levo, desno, vijugati do konca, se obrniti nazaj, ravno nazaj ni treba vijugati, okay? Nazaj bo naredila sem na pol, prav? Prideš do gola s pakom oziroma s to palco, zadeneš gol ali pa tudi ne, če ti uspe toliko boljše in spraviš vodo vsem nazaj na ta steber. In to je vse, kar treba narediti. Simpli. Bo šlo, mi ti štopamo čas, ostalo pa ostane na tebi, upam, da boš čim bolje odrezala. Kako imaš občutek, povej mi? Fantastično, uspelo mi bo. Misliš, kdo bo zmagal, ti ali Izak? Najboljši. Torej, ok, jaz ne bom nič komentiral in dobim potem kasneje kaj čez. Dej, si ti pripravljena, lahko začneš? Prav, kar stopi do tja. Do stebrička vzami vodo. Izak, kak imaš ti občutek? Zmagala bo seveda. Zmagal bo seveda. Če ne boš pa džentlmen, pa je boš pustil, tako kot Marko prejšnjič. Če si perajc, ti lahko odštejem. Prav? 3, 4, zdaj! Op. Ne vode polit, ne to paziti. Ja, zdaj gre. A ste videli, kdaj rollara? Rorara. Sta rolala. Evo, zdaj gre. Kdaj?
Ona ja, jaz pa ne. Ti še nisi rolal nikoli. Zdaj že molim, da ne bom padel. Zdaj bo šlo po moje. Kotalka vsi kdaj? Kotalka vsi kdaj? Kako gre, ne? Gre kot strela. Strela McQueen. Zdaj gre malo dol. Ne, saj je super. Dokler ne padejo, vse v redu. Sicer ima pa ščitnike hokejske, tako da ne bi smeli nič hudega. Zdaj bo ko Messi bo. Messi! Messi! Gol! Bravo! Pazi na vodo. Patricija, počasi čez cilj. Opa! Super! Okay. Vse čestitke v enem kosu si prišle, mi smo zelo veseli za to. Kak je občutek, povej mi? Odličen, kakor na začetku. Kot na velikanki skakalnici, to vedno skakalci sprašujejo. Kak je občutek, ko ste na skakalnici? Kak je občutek na vrhu zaletišča? 1000-krat so bili, kaj mu naj še reče? Pa 100-krat so jih vprašali vedno znova. Ok, Patricija, to je to, čas smo zmerili, tebe zdaj oblečemo. Pa Lupčka, recimo, ne, ker je pač uspela. Ja, ok. Dajmo mi tebe zdaj počasi obleč v hokejsko opremo, mi pa gremo ta cajt prijateljicam. Zdaj najprej nekaj še povem. Tisti, ki boste imeli doma izgovor, da imate prijateljice, da nimate priležnic, da nimate spletično okoli sebe, imate prijateljice, dajte prisluhniti. Naša večerna skupina, Stil, prijateljica. In če lahko me z njo spozna, v trenutku kot za šalo, čisto se ji je zmešalo, prijela me je za roko in šipnila na uho. Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Rekla je, da sem edini, ki bo zlezel pod bikini. Pravi mi, da moja srajca, da na meni puljora, da bi rada z mano probala. Pa sem nehal hodit z njo, sem hotel še prijateljco, ko z drugim se smejala je, sem videl že kako to gre, pa še njej sem rekel ne, da ne zanima ona me, a njena sestra bi bila ta prava moja ljubica. V trenutku kot za šalo, čisto se ji je zmešalo, peljala me je za roko, dejala na uho. Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Rekla je, da sem edini, ki bo zlezel pod bikini. Pravi mi, da moja srajca, da na meni puljora, da bi rada z mano probala. Pravi mi, da moja srajca, da na meni puljora, da bi rada z mano probala. Da bi rada z mano probala. Od prijateljc k resnim zadevam, k tistemu, o čemur smo rekli, da si človek lomi noge. Patriciji ni uspelo, da bi si kako, hvala Bogu. Kako si se počutila, povej mi? Fantastično. Zdaj, ko smo te
ropali opreme? V bistvu jo že pogrešam, bi šla spet voziti. Ok, super, da si ti preobleč ta čas. Ne, ampak čisto res, kaj misliš, koliko si imela? Koliko časa si rabila? Pojma nimam. 59 sekund, manj kot minuta. Evo, to je vredno enega velikega aplauza, če mene vprašaš, recimo, ne? Jej! Tekmovalec številka 2, Izak Palma. Boljše poje ali boljše vozi z rolerji? To bomo videli zdaj, pa je Argentina nima hokeja, no? Ni tako, bolj lahče, samo majice in konec. Aha, ok. Dobro, zdaj... Brez rolerja. Brez rolerjev. To je na travi. Na travi, dobro. Takega pa ne poznajo, recimo. Jaz ti želim vso srečo, da se prosim postavi na začetek, na štart. Pravila poznaš, ne? Veš, kako je treba vse skupaj? Ok. Počasi. Rečemo 3-4 in pol. Držimo pesti, da ostaneš v enem kosu. Prav? Bomo. Spoštovanje, evo, to je zdaj primerno, kako je super pevec, argentinski dečko Michi Colatino šel po gobe, milo rečeno. 3, 4, zdaj. Štopamo. Patricija, tako je strah? Malo trema doma. Zdaj prvič na roler. Ja, prvič. Zdaj si razsipal po 2 metrih. Upam, da se on ne bo ravno zdaj. Se je drugače zelo spreteno. Da gre, ne? Hop. Si verjetno pretekla že več kot putama, primsti na te hode. Te roleri, to je... Glavni problem je, da ni vred. Bravo! Je šlo. Cilj ravnini, Izak Palma, zadnji metri. Opa, še postavi. Opa! Ojoj. Je šlo? Opa, velike rokavice, pridi. Si cel, si živ, si zdrav, si v enem kosu še. Imam vse, vse je ostalo. Toliko spretnosti, evo nas. Zdaj, treba je samo še zmeriti čas do konca, ampak se meni da jasno, če ste spremljali oboje pol, vemo, kdo je zmagovalec tega dvoboja. Najpomembno, da... Izak Palma! Najpomembno je to, varnost, ne? To je perfektno spretnost zdaj, to veš? Ja. Definitivno. Jaz bi se ubil na rolerih, da jih imam prvič v življenju gore, evo. Ja, ne, mi je bilo malo težko. To je bilo najboljše to, ki se je zgodilo. Ampak bolite pa nič zdaj po tem pacu, upam, da. Slow motion. Pokazali posneti, kak je. Ok, Izak, zmerili smo ti minuto pa 30 sekund. Ne, minuto pa 30. Minuto pa 30. Pol minute več. To pomeni, da je zmagovalna. Zmagovalka Patricija. Hvala! Čestitke tudi tebi za škodo. Super. To je bila igra, pokaži spretnost. Zdaj vidite to narediti, kar morate narediti. Pokaži spretnost. Enkrat pokamo balone z ICB in drugič lomimo kosti s hokejsko opremo. Tudi to se dela pri nas. Dajmo se mi vrniti nazaj k našim izvajalcem nocojšnjim. To je ansambl Stil. Lahko je tudi štil glede na besedila, pa glede na pesmi, ampak dajte sami to presoditi. Ansambl Stil. Le tebe bi imel in s tabo vse počel. Več ne zanimajo me druge, tebi vse bi dal, s tabo se smejal.
le tebi nudil bi usluge. Tebe še ne poznam, veš, da imam en dober plan, prav rad bi te odpeljal kam in ti en mal polepšal dan. Ti si kot angel iz nebes, v očih prižgala si mi kres, nisi kot druge vse, ki rade z mano bi bile. Nina, spijo se na Petri, je samo za seks, Maša, bila je groba, me potisnila do roba. Jaša, prepogumna, Saša, ljubosumna, Maji, njej šico večji, Mišo pa sem po nesreči. Le tebe bi imel, s tabo vse počel, več ne zanimajo me druge, tebi vse bi dal, s tabo se smejal, le tebi nudil bi usluge. Nekaj mi povej, a si sploh še moja kaj? Veš, ne bi rad te zgubil, mal sem vate se zaljubil. Saj si kot angel iz nebes, ustvarjena za najin ples. Jaz nekaj dober vem, nobena ti ne seže do kolen. Nina, spijo se na Petri, je samo za seks, Maša, bila je groba, me potisnila do roba. Jaša, prepogumna, Saša, ljubosumna, Maji, njej šico večji, Mišo pa sem po nesreči. Le tebe bi imel in s tabo vse počel, več ne zanimajo me druge, tebi vse bi dal, s tabo se smejal, le tebi nudil bi usluge, le tebe bi imel in s tabo vse počel, več ne zanimajo me druge, tebi vse bi dal, s tabo se smejal, le tebi nudil bi usluge. Ansambl Stil, daj mi povej, Izak, kako se ti zdi frajtonarca kot inštrument, harmonika? Katera? Harmonika? Ja. Lepa. Ti všeč? Mi všeč. Jo znaš igrati? Ne. Ne. Ne vem, mogoče da bi probal. Sem rekel še, da bi probal igrati to, ampak... Igraš pa kitaro? Kitaro, ja. Zdaj si učim malo klavirje, to je. Klavir tudi. Ti igraš kaj? Violino. Violino. Kako dolgo? Igrala sem 9 let. 9 let, Zdaj sem super. malo postila, ampak Ja, lahko skupaj komad naredita. O, ja. Jaz vedno rečem, Vink, daj. Ti poveš kaj tudi? Je zdaj, odkar je Isak pri hiši manj, Oh. ker zdaj skozi on poje. Moraš se odseliti. Moraš se odseliti, morate iti na razen, da začnete trpeti, po bo najboljše ljubezenske pesmi nastati. Saj ne, skupaj ostati. Ja. Ljubi Bog. Ja, fino. Najlepo poje, res. Daj zapoj nekaj. Nikakor. Ne bi rada, da pobegnejo iz studija. Ne, se ne bojo ostali. Malo se še vrnem k vama, ampak pred tem, če ste kaj spremljala, kar smo počeli do zdaj, smo enega dečka poslali ven iskati ene zadeve. In sicer Glavnik in Krtačo, enega izmed članov ansambla Stil. Hitro se je vrnil, sami ste ga lahko videli že na stageu. Sandi Dobnik. Čestitke še enkrat. Izvoli sest. Je bilo težko? Ja, je bilo kar zanimivo. Če si pa tako hitro nazaj prišel. Bolj To ni je- bilo težko. To je res, ja. Ja, to je res. Daj povej, kako je bilo. Je super. Ene par me jih je malo čudno pogledal, kaj hočem od njih, ampak pol sem pa le našel eno gospo. In je rekla, ja, ok, to je to, jaz imam pri sebi Glavnik. Tako? In ti ga je dala, si ga odnesel zraven? Ne. Si ga mi vrnil ni nazaj, zaupala. valjda, seveda. Itak. Poslušaj, kaj misliš, v kakem času si, izvoli žogico, lahko je zdaj spomin za fuzbal. Povej, v kakem času si kaj misliš, našel ta Glavnik?
no, oziroma krtačo. Jaz nimam glih občutka za čas, ampak če bi mogel reči, bi rekel okrog 4-5 minut, kaj takega. Pa tudi to bi bil itak že rekord, ni, je še manj dejansko. Res? Čap, časna beseda. Super. Kaj misliš, koliko je? 3 minute? Še malo manj. Še manj? Še manj. 2 minute 40? 2 minuti 57. Res? Super. Zdaj, če pogledamo na tablo, poskočni muzikanti 21:44, ansambl Štil, ne, se ne, Stil, 2 minuti 57, evo, ansambl Stil, da si v imenu vseh bil, no, kot veš. Evo, 2 minuti 57, kar je praktično skoraj nedosegljiva številka, ne, če smo čisto iskreni. Ja. 2 minuti rabi človek iz studia do partizanske, evo zdaj vas je treba dati na tablo, ansambl Stil, 2 minuti 57, gospe gospodje, evo to je v tem momentu prvo mesto. To je skoraj 10-krat manj si rabo kot Dejan takrat. Je bil pa zelo zagret, jaz mislim, da bo manj časa porabil, pa je vseeno trajalo kar precej. Nič uja, vse čestitke. Zanimiv. Evo, upam, da boste ostali gor, navijam tudi za ostali, ki bodo prišli za vami v naslednji oddaji. Izak, načrti za naprej, kaj sledi? Kaj imamo za naprej? Kaj boš, s pevsko kariero? Aha, ja. Trdo delati. Patricijo boš vzel zraven, da boste duet, da boste pevali, Ja. družinski album. To bi bilo lepo. Lepa kombinacija. Napiš ta en komad za finto. Ti znaš note, ti obvladaš tekst petja, vse skupaj, vse štima. Ni kaj, naslednji sta Patricija in Izak. Na melodijah More in sonca, mimo grede čestitke. Ja, bi provala. Jaz sem za. Kaj bo tam na melodijah More in sonca? Si imel kaj treme? Ja, vedno, ko se mora peti, ne, malo trema je. Se Ampak še- potem se navadiš, ko začnem, ne, mislim, na Zgubiš prvih takoj. 5 sekund, 10, potem sem ja, ne. Potem samo pojem. Je to. Se uživiš, Ja, ne, ja. kot je treba. Uživam veliko. Nocoj te še čaka en komad, če jaz kaj vem. Kaj pomeni la bikina? Kaj je to? La bikina, to je, ¿cómo se dice apodo? Kako se reče? Vzdevek. Zdevek. Vzdevek, ja. Ja, bikina je kot bikini. Okay. To govori od ženske, zelo lepa, ki leži na plaži in ki ima bikino, lepo bikino. Je to tvoj komad prav ali je to en komad? Ne, to je od, ¿cómo se llama? Luisa Miguela. Luis Miguel. Je Luis Miguel. Luis Miguel. La bikina. No, La to je bikina. to. Sandi, hvala, da si bil tukaj skupaj s skupino z ansamblom Stil. Nocoj naš gost, Patricija in Izak, obilo sreče v prihodnje. Za otroke ne bomo nič več rekli, komaj dajte napisati, to vas je lepo imeti v bodoče. Pismo, ne? Kaj napisati? Komad. Kaj še? Aha, ne. Nekaj, se prosi, otrok, ne, se piše pismo prej, ne. Nekaj tako. Ja, da se piše pismo. Kakšno pismo? O čem govorimo? Pustimo tako. On bo pisal pismo za prošnjo za otroke. Ne vem, kaj si hotel reči. Ne se razume, ok, lepo. Obilo sreče obema, kjerkoli Hvala za boste, karkoli povabilo. boste počela. Ti nam še nekaj španskega povej, ti rekla, znaš špansko govoriti. Ja znam, ja. Ne povej, hitro. Muchas gracias por su invitación, la pasamos muy bien. To je bilo kitajsko, to ne je bilo. Ne, to je pravo špansko, ona govori odlično. Boljše kot jaz, skoraj. A ne, res. Ker ona je bila pri televiziji, ne, Aha, tako si učila. Sama. ok. Dobro, obilo sreče, hvala vam za obisk v studiu. Vam, spoštovane, spoštovani, kot sem rekel na začetku, če greste ven, pridite nazaj do ponedeljka, sicer nas gledajte najkasneje naslednji petek ob isti uri na istem mestu. Ne pozabiti, tebe prosim še za en komad, za eno pesmico, da jo zapoješ, La bikina, to je to, uživajte, lep večer.
solitaria camina la viquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa, camina, nos mira sin vernos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dice que pasa la noche llorando por él. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue, dice que pasa la noche llorando por él. Dice que pasa la noche llorando por él. Dice que pasa la noche llorando por él.